Kot otroci ste sestavljali z gradniki Lego. Gradili ste hiše, cela naselja. Če ste želeli hišo še narisati, ste si jo morali bolje ogledati od spredaj, od strani in pravokotno od zgoraj navzdol. Tako ste spoznali predmete v vseh treh projekcijah. Izobraževalni videoprogram vas bo spoznal z risanjem predmetov v pravokotni projekciji. Pred nami je model prostorskega kota. Vanj položimo podstavek, ki omogoča postavitev telesa v prostorski kot. Nanj postavimo kotnik. Kotnik postavimo pred navpično ravnino. Projicirni žarki padajo od spredaj pravokotno na navpično narisno ravnino. Projekcija ima obliko črke L. Projicirni žarki padajo od zgoraj pravokotno na vodoravno tlorisno ravnino. Na tlorisno ravnino položimo ploščici, ki predstavljata projekcijo kotnika na njo. Kotnik opazujemo proti navpični ravnini. Projicirni žarki padajo od strani pravokotno na navpično ravnino stranskega risa. Predmet umaknemo iz prostorskega kota, na vseh treh ravninah imamo projekcijo predmeta. Poudarimo povezavo med projekcijami na posameznih ravninah. V torisu in narisu lahko razberemo dolžino, višino in širino predmeta. S pomočjo pomožnih črt vidimo, da imata tloris in naris predmeta isto dolžino. Pri narisu in stranskem risu je razsežnost predmeta višina. Tako je nazorno vidna povezava med posameznimi razsežnostmi predmeta. Pri vzvratu prostorskega kota smo tlorisno ravnino in ravnino stranskega risa združili z narisno ravnino. Ob njej narišemo skico pravokotne projekcije. Poudarimo pravila risanja pomožnih črt, vidnih robov ter kotiranja. S tršim svinčnikom 2H narišemo pomožne črte v narisu, tlorisu in stranskem risu.
Z mehkejšim svinčnikom HB poudarimo vse vidne robove. S šestilom prenesemo širino predmeta iz tlorisa v stranski ris. Pravokotno projekcijo našega predmeta še kotiramo. Bodimo pozorni, da vsako razsežnost kotiramo samo enkrat. V prostorski kot lahko postavljamo predmete različnih oblik, jih za boljše predstavljanje lahko celo obrišemo in tako lažje narišemo njihovo projekcijo. Ob zvrnjenem prostorskem kotu preverimo pravilnost naše risbe. Tehnično risbo lahko rišemo tudi s pomočjo računalniškega grafičnega orodja CADI Junior. Najprej narišemo okvir risbe in koordinatni sistem, kamor bomo risali pravokotno projekcijo kotnika. Narišemo pomožne črte v narisu in poudarimo vidne robove. Sledijo pomožne črte v tlorisu in poudarjanje vidnih robov. Prenesemo dolžino predmeta iz tlorisa v stranski ris s pomočjo loka in v stranskem risu poudarimo vidne robove. Brišemo vse pomožne črte. Spremenimo še debelino črt, da se izrišejo pomožne črte in vidni robovi različno.
Kotiramo vse tri razsežnosti kotnika. Poskusite poljubno izbrane predmete narisati v pravokotni projekciji v naravni velikosti s pomočjo računalnika. Rečemo lahko, uspelo nam je. Zahtevnejše predmete rišemo v treh pogledih: tlorisu, narisu in stranskem risu, da jih lahko pregledno kotiramo. Še enkrat ponovimo. S pomočjo računalniške animacije postavimo v prostorski kot kotnik. Če projicirni žarki padajo od spredaj pravokotno na navpično narisno ravnino, to imenujemo naris. Če projicirni žarki padajo pravokotno od zgoraj navzdol na vodoravno tlorisno ravnino, to imenujemo tloris. In če projicirni žarki padajo od leve strani pravokotno na navpično ravnino stranskega risa, imenujemo to stranski ris.